Dober dan, to je N1 studio. Zakaj bi si parlamentarci želeli odrezati večji kos proračunskega denarja in to na račun neparlamentarnih strank? Gre za resno ogrožanje demokracije in pluralnosti, kot pravijo manjše stranke, ali pa bo prenovljeni zakon prinesel bolj stabilno financiranje vseh strank, kot trdijo predlagatelji, torej večina parlamentarnih strank, tudi največja med njimi Gibanje Svoboda. Z nami sta zdaj poslanec Svobode Lenart Žavbi in sopredsednik Vesne zelene stranke Uroš Macerl. Dober dan, lepo zdrav. Začniva pa midva, gospod Žavbi, vi pravite, da po trenutni ureditvi največje parlamentarne stranke dobijo manj sredstev, najmanjše, predvsem neparlamentarne, pa občutno več in to na račun največjih strank. To se vam očitno ne zdi pravično. Zakaj menite, da bi vaš predlog prinesel bolj stabilno financiranje vseh strank? Najprej dober dan in vse čestitke vašemu mediju po obletnici. Mislim, da ste na slovenski medijski in politični prostor prinesli zvrhano mero pluralnosti. Zdaj pa k samemu zakonu. Mogoče je pravilno, da dekonstruiramo, kako je do tega zakona kot zakonskega predloga prišlo. Osnova za ta zakonski predlog je sporočilo Računskega sodišča. Je sporočilo Računskega sodišča Državnemu zboru, kjer v 10 straneh poda svoje pripombe na dva zakona. Na zakon o političnih strankah in na zakon o referendumih. Ampak o temu trenutno še ne odločamo, ta še ni sformuliran. In prvi je zakon o političnih strankah. V tem poročilu nedvoumno piše, in zdaj bom citiral iz druge strani priporočila, oziroma poročila za 23. člen, Računsko sodišče predlagamo razmislek o tem, ali je potrebno povečati financiranje političnih strank iz sredstev državnega proračuna ter iz zasebnih virov, kot je predstavljeno pri 25. členu. Prvenstveno predlagamo razmislek o tem, ali je potrebno povečati financiranje političnih strank iz sredstev državnega proračuna in sicer ali je potrebno, da se a. dvigne prag za pridobitev pravice do financiranja iz proračunskih sredstev, kot je določen v 23. členu, tako naj se dvigne na primer 2% glasov volivcev, ali b. spremeni razmerje za razdelitev sredstev glede na enake deleže oziroma sorazmerno s številom glasov, kot je to urejeno v 3. odstavku 23. člena. Torej, Računsko sodišče je tukaj dalo dve priporočili, kako bi reševali to problematiko. Nam se je v Svobodi in tudi v vseh strankah podpisnicah tega zakona zdelo, da ne bi šli ravno na dvig praga za prejem proračunskih sredstev, kajti 1% je relativno, bom rekel, normalno tudi v ostalih državah, pa tudi zdi se nam prav, da neparlamentarne stranke dobivajo svoj znesek, tudi če so te med 1 in 2% in da so nek elementaren del demokracije. Zdaj pa pri samemu zakonu, pri takšnem, kakršnem je, zakon je še zmeraj živa stvar, je bil danes sprejet na kolegiju predsednice Državnega zbora, da bo uvrščen na naslednjo sejo, bo še tudi obravnavan na odboru, kjer je opcija za amandmaje. Mi smo nekatere pomisleke, ki so se v zadnjem tednu dveh izpostavili, slišali in nas cilj, da na koncu nihče ne bo imel niti evra manj od tega zakona in mislim, da bomo to z ustreznimi amandmaji tudi tekom zakonodajnega postopka naslovili. Ja, Svoboda letno iz proračuna prejme 942.614 evrov, po novem bi jih še 80.000 več. Gospod Macerl, Vesna zelena stranka na leto dobi 72.000 evrov, po novem skoraj 22.000 evrov manj, po tem predlogu, če bi bil tak sprejet, seveda, a ne. Na volitvah ste dobili 1,35% in ste v bistvu zadnja stranka, ki je prebila ta prag, to mejo 1%. Ogorčeni ste nad predlogom. Kaj zdaj pravite na argumente gospoda Žavbija? Pravi, da so v bistvu sledili napotkom Računskega sodišča in da je zakon živa stvar in da ga bodo še z amandmaji spreminjali, da na koncu nihče ne bo ostal brez. Kaj pravite na to? Vsekakor se nam zdi, če se sprejme ta novo razmerje predlagano, resno ogrožanje demokracije v Sloveniji. Večje politične stranke imajo že itak dovolj denarja. Samo poglejmo, s koliko denarja pač operirajo. In ta denar se potem najbolj pozna v kampanjah. Če pogledamo, koliko so velike stranke porabile v kampanjah, recimo Gibanje Svoboda, če se ne motim, tam 400.000, SDS, Nova Slovenija preko 600.000 in tako naprej. In potem Vesna, ki smo porabili 55.000 lastnih sredstev, ki smo jih preko članstva dobili, je to potem povsem drug
rang tega, kakšne možnosti imaš ti v času kampanje in v času nagovarjanja volilcev. Seveda je takšno financiranje za nas, ki ga zdaj dobimo, recimo nekaj manj kot 6 tisoč, nam omogoča tisto pokritje osnovnih sredstev, najem ene manjše pisarne, potem pa delo s članstvi, organiziranje raznih okroglih miz, odpiranje tem, kot je bil tudi recimo za čist zrak v Ljubljani, za kanal C0, ker smo organizirali prvo v bistvu ta kanal C0 ni imel sploh javne obravnave in je v bistvu Vesna organizirala javno obravnavo. In to so vse neki stroški, ki jih mi pa recimo PR, ki ga moramo slediti. In komaj to pokrijemo, kje bomo recimo v naslednjih volitvah uspeli biti vsaj malo konkurenčni. Ne? A pa je to vaš, največji prihodek stalni, ki ga imate? Da, v bistvu, seveda, lete, članstvo, če na končku seštejemo, so zelo majhna sredstva. In poglejmo, kako imajo velike stranke že tako veliko prednost, da si ta ekosistem uredijo. Ne svojega vzdrževanja, recimo preko medijev, kako lažje pridejo do medijev, kako lažje pristopajo do gospodarstva, kako lažje potem donacije dobivajo. In zdaj bi si v bistvu dvakrat povečali prihodke. Enkrat, da bi si skupno količino denarja povečali, ki bi šla za politične stranke, potem bi pa od te povečane skupne količine vzeli ne več 75%, ampak celo 90%, ne? Kar je, se mi zdi, dvakrat nedemokratična poteza. Dvakrat nedemokratična poteza in slišali smo, večje stranke imate že tako ali tako dovolj denarja, pravi. Dajmo samo par stvari razčistiti. Svoboda je šla na volitve 2022 kot novo ustanovljena stranka, ki ni bila parlamentarna, torej vsa sredstva, ki smo jih porabili za parlamentarno kampanjo 2022, so bila zbrana z donacijami, z prispevki članov in tako dalje, in tukaj smo popolnoma identični. Tako da svoboda tukaj ni, ta očitek je irelevanten. Druga stvar, da bi bilo to nedemokratično. Glejte, mi sledimo priporočilom ene najbolj neodvisnih institucij v tej državi. Mislim, da Računsko sodišče je eno od institucij, ki je zaenkrat v zgodovini samostojne republike eno zadnjih branikov, ki nikoli ni bilo politizirano, oziroma ki ni politizirano. Tako da to se mi zdi nekako populističen argument, da je to nedemokratično, ker nima nobene realne osnove. Zdaj, glede pa financiranja večjih strank, ne? Zdaj, ali pa financiranja strank na splošno, lahko damo en primer, ne? Hrvaška. Hrvaška sta dve največji stranki, HDZ in SDP, ne? Lahko proporcionalno gledamo, da približno imata enako število mandatov kot SDS pa Svoboda v parlamentu. Skupaj dobita, pozor, 8,5 milijona evrov. Hrvaška dvakrat večja, ok. V Sloveniji ste, kako rekel, Svoboda 980 tisoč, pa 940 tisoč, je to tle ste bili še po eni dve stranki, ne, ki sta tudi prispevali svoj delež k volilnemu rezultatu 22. Se pravi, približno, če je tukaj 940 tisoč, pa pri SDS-u mislim, da je okoli 680, pa govorimo o milijonu pa pol. Torej, milijon pa pol proti 8,3 milijona. To je primerjava dveh največjih strank, tako da vemo, o čem govorimo, ne? Kako se primerjamo z drugimi. Te stvari niso primerljive. Slovenija tukaj zelo zaostaja, politične stranke kot take so podfinancirane, so, če želimo iti po tem konceptu, ko smo si rekli, da bomo šli, torej, da so politične stranke financirane iz javnega denarja, da je vse transparentno, da vemo, vsak evro, ki pride v politično stranko, od kje pride, kam pride. In mislim, da je prav, da sledimo temu sistemu, ampak če sledimo temu sistemu, potem morajo imeti politične stranke dovoljšno avtonomijo, dovoljšna sredstva, da preživijo. In še enkrat, kar sem rekel prej, sredstva, ki jih ima trenutno konkretno stranka Vesna, ne bodo po sprejetju tega zakona ne bodo manjša. Kaj pravite na to, gospod Macel? Sredstva vaše stranke ne bodo manjša. Kolikor vem, je predlog, da bi to šele po naslednjih parlamentarnih volitvah v bistvu ta del stopil v veljavo. Gospod Macel, kaj pravite na to? In še to, kar sem vas v bistvu prej vprašal, da so to v bistvu napotki priporočila Računskega sodišča, da je treba to tako urediti. Prvo bi to komentiral. Primer s Hrvaško, ne, pa tudi druge primere v Evropi, kjerkoli v svetu gledamo, kjer se demokracija nekako zreducira na dve stranki, na dve močni stranki, se je to že pokazalo, da je vse posod slabo za demokracijo.
In jaz tega ne bi podpiral. Gre pa v to smer, da se te večje stranke favorizirajo in da dobijo vedno več denarja. Po drugi strani pa jaz mislim, tukaj mislimo, da nismo proti kakšni spremembi, ki bi bila potrebna glede financiranja in bi lahko prihranili del sredstev, ampak naj bo ta financiranje na primer na aktivnost strank vezana, ne? Ker v tem primeru financiranje dobi tudi LMŠ in SAB, ki v bistvu niso več aktivne stranke. Jelinčiča poglejmo stranko Pivčeve, povežimo Slovenijo. To so stranke, ki jih zdaj v političnem prostoru pravzaprav več ne zasledimo in jih ni, pa prejemajo sredstva. Ne? Ampak to so bile neke stranke, ki so bile tudi narejene kot neki sateliti, ali pa za karkoli so bile, ampak tukaj bi lahko postavili nek normativ, nek pogoj, da se, bom rekel, aktivnost stranke veže na financiranje, oziroma financiranje na aktivnost stranke. Pa bi to ugotavljal? Ne vemo, gledajte, to je pač, zakon je odprt in se mi zdi, da tak hiter postopek, kot ga grejo, je, bom rekel, na nek način nepotreben in bi se ga dali skomunicirati. Mi nimamo nič proti tem, da se danes vzame denar tistim, ki jih pravzaprav nikjer več ni in samo pobirajo denar. Ali s tem plačujejo dolgove, ki so jih naredili v kampanji. Ampak so pa dobili glasove na volitvah, a ne? Drži, so dobili, ampak niso pa več aktivni. Da, gospod Žavbi, kaj pravite? So svoje volilce pustili na cedilu, ne? Kaj pravite na to? Prvo, o tem dve stranki, da to ni ok za politični sistem, ok, v redu, to politološko lahko zdrži. So neke analize, da pač dvopartijski sistem, ne? Da to, ampak v tem v Sloveniji ne gravitiramo, nismo blizu temu. V Sloveniji imamo resnici drug problem, ker imamo inflacijo političnih strank in sredstvo iz proračuna, zdaj jih dobiva 14, če se ne motim z glave govorim, v drugih državah, ki so večje, veliko večje od Slovenije, ni toliko teh strank. Zdaj, tle se lahko strinjam z kolegom Macerlom, ne? Tam je bila ena kupica nekih strank, ki so bile na zadnjih volitvah, ki so bili sateliti, ki so bili v resnici projekti samo za volitve in se pač danes resno v resnici niso več politično aktivne. In jaz v resnici s tem konkretnim predlogom, ki ga je kolega Macerl odprl, nimam težav, da se o tem resno pogovorimo. Zakaj gre pa tukaj za skrajšan postopek? Ne? Tukaj gre pa pač zelo preprosto. Poslovnik Državnega zbora narekuje, da gre za skrajšan postopek, ko gre za manjše popravke zakona. In to so manjši popravki zakona, so 4 cilji tega zakona. Učinek pa ni tako majhen, ne? Učinek je za kratki rok je relativno majhen, kar se tiče konkretnega financiranja, je pa zelo velik del na ostalih 3 ciljih tega zakona, oziroma predvsem pri enem, ne, ki se mu reče administrativska razbremenitev razmerja med poslansko skupino in med matično stranko. In še pridemo. Okay, ampak to je, tako kot sem že prej rekel, ne, spet v priporočilih Računskega sodišča označeno kot neživljenjsko in neustrezno urejeno. Zdaj, tudi vaš koalicijski kolega iz Levice, vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec, je rekel, da bo ta del, v bistvu, ki ga Vesna najbolj problematizira, popravljen tako, da ne bo nihče izvisel, oziroma da razdelitev sredstev ne bo takšna, da bi bil kdo na slabšem, ravno zaradi pluralnosti. Kako boste, gospod Žavbi, to zdaj skozi amandmaje uredili, da ne bo nihče na slabšem? Kolega Vatovec je povedal pravilno. Zdaj, kako bo tehnično izgledal amandma, kaj bo amandmaju pisalo, v tem trenutku še ne moram povedati. Ste pa pripravljeni iti v to smer? Absolutno, sem že 2-krat to zdaj povedal. Smo pripravljeni iti v to smer. Mislim, da je sam amandma, rok za vložitev amandmajev je med ponedeljkom in med sejo odbora, pač danes je bil sprejet skrajšan postopek na kolegiju predsednice in od takrat naprej je rok za amandmaj odprt in ta amandma bo spisan in vložen s strani vseh podpisnic tega zakona. In to so vse parlamentarne stranke, razen SDS. Tako. To je treba povedati. Kaj pravite na to, gospod Macerl, vas to pomirja, ta napoved, da bodo nekako šli v to smer in nam z amandmaji popravljali, da tudi vi konkretno ne boste nič na slabšem? Poglejte, v končni fazi lahko tako gledamo. Če smo vse politične stranke kot neka firma, kjer se potem nekako delijo plače, če temu rečemo, potem je to predlog, ki pravi, povečali bomo prihodke v skupni znesek za plače, s tem, da delavci ne dobijo nič, en del pa pač se poveča. Še vedno bo prišli tako. Mi bomo nas to lažjo s tem, da bomo ostali na istem, kot imamo sedaj, sami si bojo povečali. Znači, nekaj od tega bomo vzeli. Predlagajo 2-kratno povečanje zase,
Znači, povečanje in potem delež razdeliti, zdaj pa nekako poskušajo dati obliž na to in zadeve umiriti. Ne. Jaz mislim, da bi se dal z tem, kar smo mi predlagali, ta sredstva nekako urediti, da potem v bistvu dobijo financiranje stranke, ki so aktivne. Je pa seveda pričakovati in računamo na to, da bojo z amandmaji, mislim, vsa možnost imajo, da te zadeve, ki nam niso ok, in verjamem, da tudi večini državljanov Slovenije niso ok, da jih razumejo, kam gre stvar, popravijo. In če to popravijo, potem, recimo, gospod Vatovec iz Levice je že dal izjavo, da se tudi njemu zdi zadeva nedemokratična in da bojo poskušali za amandmaji popraviti. In zato smo se seveda tudi v Vesni oglasili. In računam na to, da se zadeve popravijo. Ja? Ja, zdaj, za kom stojijo državljani, je zelo pavšalna ocena, se mi zdi, tudi tiste analogije z delavci, nisem čisto dobro razumel, kaj ste hoteli povedati, ampak ja, kot sem že trikrat povedal, amandma bo in vse bo upravljeno korektno za zakonodajno proceduro. Ja, morda ni slabo kakšne stvari večkrat izpostaviti, glede na to, da vemo, kako je z obljubami te koalicije in vlade, a ne, gospod Žavbi. Tu morda pripomba, da na volitvah so neparlamentarne stranke skupaj zbrale več kot 24% glasov in v bistvu predstavljajo, če zraven štejemo tudi LMŠ in SAB, ki sta res da pripojeni zdaj Gibanju Svoboda, skoraj četrtino, a ne, vseh volivcev, tistih, ki so na volitvah oddali glas. Tudi Državni zbor ima letos na voljo še dodatne 3 milijone evrov za dodatno strokovno pomoč v poslanskih skupinah. To je dodaten denar. Še enkrat poudarjam, vaša poslanska skupina z rekordnimi 41 poslanci ima seveda na voljo zajeten del tega. Do zdaj ste ga lahko na stranko nakazali največ polovico, po novem ga boste lahko 70%. A torej to po novem ne bodo več namenska sredstva za strokovno pomoč, zdaj se bodo izplačevala kar po 12-tinah, bolj preprosto bo priti do njih, bodo še za ta namen ali nimajo več zdaj tega namena? Ja, seveda imajo ta namen, ampak prepletenost poslanske skupine in matične stranke je ogromna, ne, pač aktivnosti so povezane eno z drugimi. Ne. Zdaj, če sem konkreten, ne, če grem jaz kot poslanec na nek terenski dogodek, pa tega organizira stranka, so tukaj lahko stroški zelo deljeni, ne? Pač neki se veže na parlament, na funkcijo, neki na poslance. Mi tukaj želimo, kot sem že prej omenil, v skladu s priporočili Računskega sodišča narediti ta administrativni preskok med temi sredstvi oziroma transferje med temi sredstvi, pač manj zakomplicirane, bolj življenjske, bolj človeške, mislim, da je celo življenjska, da so trenutna razmera neživljenjska tudi v tem poročilu notri napisano. A se vi strinjate s tem, gospod Macel, z to organsko povezanost poslanske skupine in stranke, da je pač je treba omogočiti, da se lažje ta denar, ki je namenjen poslanski skupini, pač prenakazuje na stranko, da je to primeren način? Ne, nikakor ne. To je pač iskanje nekih stranpoti, ne? Iskanje nekih nelegalnih praks. To pa nelegalne pa niso, prostite, to je pa zelo močna trditev. Jaz bi jo podkrepil na vaš mestu. Do zdaj ste večkrat kritizirali kakšne prakse, pollegalne SDS-a in tako naprej. Zdaj bi si pravzaprav sami radi, bom rekel, olajšali pa legalizirali neke zadeve, ki bi na koncu, s tem zakonom bi si legalizirali, da bi iz državnega proračuna na stranko pripeljali več denarja. In to je pač cilj, da stranka pred naslednjimi volitvami razpolaga z ogromno denarja in s tem denarjem pač gre na volitve. Kaj pa potem s tem denarjem lahko počnejo na volitvah, pa itak vidite. Lejte, to so bila pa zdaj kar par bosih je bilo v tej intervenciji, da je to nelegalno, da to primerjate s financiranjem iz tujine, da to financirate z obvodi, ki se jih trenutno v tem državnem zboru tudi preiskuje ena parlamentarna preiskava, pa že v prejšnjem mandatu. To so pa bose politične trditve in jaz res upam, da imate resne dokaze za tem, da je kaj tukaj nelegalnega, ker tole pa, oprostite, da mi sledimo Računskemu sodišču kot eni ključnih neodvisnih institucij v državi in vi potem rečete, da je to nelegalno, oprostite, to je pa malo boso, no? Spodbujajo pač nekaj, kar
jim bo prineslo več denarja iz proračuna na stranko. In slabši nadzor bi imeli, manjše kaznovanje. In v ta zakon imamo zapisan, kako se bo pač kaznovanje zmanjšalo, kako se bo nadzor zmanjšal in to v času, ko Slovenija v korupciji po indeksu samo pada na slabše in slabše. A vi torej... Par stvari, prosim. Kar se tiče tega indeksa koruptivnosti, prvo navedite, kje ste te podatke dubu, drugo pa pol pejte gledati, ker vem, kje ste te podatke dubu, kdaj je bil zajem teh podatkov. To je kar fajn pogledati, ker ta zajem podatkov ni bil storjen med to vlado. Ne? Kar se tiče pa glob, ne? Zdaj, deva si postaviti eno zelo življenjsko situacijo v kampanji. Ne? Mama stojnico, ne vem, na ljubljanski tržnici, ne? In gor, ne vem, pride eden od članov, simpatizerov, kakoli jim prenese gor piškote, ne? In ve te piškote, pač jih ljudje, ki mimo pridejo, jemljajo, to je kršitev, to je globa. In zato je zadolžena velika globa. In mi spet v skladu, jaz vam priporočam, da si preberete tole, kar je Računsko sodišče poslalo, take globe, kot je to, nižamo. Te globe, oprostite, ne morajo biti življenjske, pa se ste verjetno delo kampanje. To se strinjam, to se povsem strinjamo, da pač za neke male zneske so predpisane prevelike globe. Tu se povsem strinjamo, ampak da bi pa kakorkoli zmanjšali, jaz mislim, da je treba nadzor nad tem povečati, ne zmanjšati. A potem vi, samo moment, ne, v bistvu tu treba pojasniti, da večino glob nižate za polovico oziroma njihov razpon, ne tisto, kar je zdaj od 4200 do 21 000, bo zdaj po novem od 200 do 10 500 in podobno, ne. Vi, torej, gospod Macerl, to znižanje glob, čeprav razumem, pozdravljate, kar se tiče minornih prekrškov. Ja, to ja, absolutno, ampak vse ostalo pa jaz mislim, da je treba povečati nadzor. Nadzor, kako se nadzor poveča? Nadzor se poveča tako, da je čim več javnih, da se pač stranke ne morejo financirati preko zasebnih, preko obvodnih, ampak so pač javna sredstva, transparentna. Lete, vsak evro, ki gre z državnega proračuna direktno, kot pač tukaj gre, ne, je zelo, zelo pod nadzorom. In prav je tako. In prav je tako, da se stranke financirajo preko javnega denarja, zato da vemo, kakšni so zneski, s katerimi posamezne stranke operira, ne pa financiranje iz tujine, ne obvodna podjetja in tako dalje in tako dalje. Zdaj, samo glede glob, ne, vi se tudi tu sklicujete na Računsko sodišče in to je res, ne, Računsko sodišče je ocenilo, da so globe previsoke, ampak niso vam pa rekli, da jih morate na pol dati, ne? Ja, to ste vi sprejeli. Sprav, tle govorijo o kvantificirani, da kvantifikacija tega je prepuščena zakonodajalcu, v redu. Ta argument sprejemam in pač se težko na njega sploh odzovem. Ja, tudi Računsko sodišče strank, ki iz proračuna prejmejo manj kot 100 000 evrov na leto, ne bi več revidiralo. To recimo konkretno velja za vas, za vašo stranko, gospod Macerl. V predlogu je tudi črtanje prepovedi popustov strani zasebnikov ali podjetij pri storitvah, ne, recimo, če, ne vem, to je bilo aktualno, kakšne kulje kupite, recimo, a ne, vam dajo lahko izredni popust. A vam bo to mogoče prišlo prav, gospod Macerl? Ne, jaz mislim, da to dosti bolj prav pride tem velikim strankam, ki so v parlamentu, imajo pozicijo, da, bom rekel, z gospodarstvom čisto drugače komunicirajo in potem dobivajo takšne popuste. To gre ven. Ja, in te popusti, mi teh popustov smo proti tem, da se taki popusti dajejo. Ja. Ampak, kot sem jaz videl v zakonu, zdaj se to črta, ne? Ne. Glede druge stvari, ki ste govorili, glede popustov se črta v skladu s priporočili. Vse gre v skladu s priporočili. In kar se tiče tistega, glede 100 000, da stranke, ki pod 100 000 evrov dobijo, jaz mislim, da to pa mu ustreza tudi iz tega birokratskega vidika. Pač jaz razumem, da stranke, ki prejemajo pod 100 000 evri sredstva iz javnega proračuna, da pač imajo neke svoje omejitve, dajo več denarja, da se člani ukvarjajo z osnovno birokracijo, z PR-jem in tako dalje. In se mi zdi, da je pravilno, da te revizije, ki so dolgotrajen in zahteven, birokratski postopek ne delajo. A to pozdravljate, gospod Macerl? Glejte, mi v Vesni nimamo nobenih težav s kakršnokoli kontrolo. Mi svoje sredstva porabljamo transparentno in jih tudi transparentno dobivamo. Tako da mi nimamo nobenih kreditov, samo za recimo državnozborsko volitve smo porabili samo 55 000 evrov, za razliko od drugih strank, če boste pogledali, in tudi zaključili brez kakršnih koli pripomb. Plačali vse račune. Tako pač mi poslujemo. In tako mi si želimo jasnega financiranja, predvidljivega financiranja, predvsem pa poštene porabe sredstev.
Zdaj, kar se tiče samih volilnih kampanj, je tu mogoče na mestu povedati, da financiranje kampanj in vodenje tega ureja v bistvu poseben zakon, ne taki se zdaj spreminja, ampak vseeno vprašanje, gospod Žavbi, kako to, da niste recimo tudi ti pozivi, smo jih slišali v parlamentu nekajkrat, niste predlagali možnost donacij strani podjetij, to ostaja prepovedano. Zakaj? To sta, kakor jaz vem, propagirali dve stranki v državnem zboru. Oziroma, vsaj za eno vem, da je bila zelo jasno, SDS je to zelo jasno propagiral. Pri tem tega ne odpiramo, ker tukaj bi pa šlo za absolutno veliko odpiranje tega zakona, oziroma zahtevno odpiranje tega zakona. In tega zaenkrat še nismo pripravljeni, ker tukaj absolutno nimamo konsenza še, absolutno nimamo niti še začete razprave o tem. Podpiram pa kot poslanec, kot politolog, kot karkoli, da se ta neka širša družbena debata o tem odpre, kaj so prednosti tega, če so, kaj so slabosti tega, tako da tega tukaj konsenza ni in zato ne moramo o tem govoriti. Kaj pravite vi, bi takšen predlog podprli? Bi to vam prišlo prav, da bi vas lahko tudi podjetja financirala? Mislim, da se mi zdi to dosti nevarna zadeva. To se mi zdi dosti nevarna zadeva in mislim, da to bi šli potem res predaleč, že tako se verjetno dogajajo stvari, ne, ki so potem po kakih drugih poteh pridejo denar na stranko, ampak da bi pa to prav legalno naredili, pa absolutno ne. Treba je nadzirati, da do tega, da podjetja lahko financirajo, ne sme priti, ker potem podjetja, ki financirajo politiko, prav gotovo hočejo imeti kontrauslugo po volitvah. In to je absolutno slabo za demokracijo in sem proti temu. Tako da, ja, ne. Vsej, kar sem jaz rekel, jaz tudi ne podpiram tega, da me ne bi narobe razumeli, sem pa odprt za razpravo o tem. Dobro. Še ena stvar, po tem predlogu bodo stranke lahko drugi v bistvu prenakazovale sredstva, če bodo kje skupaj sodelovale, ali pa strani lastnih strankarskih fundacij ali političnih družin na evropski ravni. Zakaj se vam je v bistvu zdelo pomembno, da tudi to v bistvu vključite v ta predlog? Ja, spet ne, izhaja iz priporočila Računskega sodišča. Zdaj, praktično, če lahko, mogoče povem, kot to zgleda. Referendumska kampanja lanska, so vse tri stranke bile organizatorke kampanje. In je nekako lažje, bolj življenjsko, da se v takih primerih, kot je to, lahko ti transferi dogajajo. Gre bolj za neko operativno stvar. Dejstvo je, da so politične stranke kot subjekti, kot entitete podrejene eni ogromni zvrhani meri birokracije. Tako kot v resnici, sej tudi navadni državljani. In to birokracijo moramo na delih, kjer se jo le da in kjer ostane nek nadzor javnosti enak oziroma boljši v tem primeru, jo moramo nekako spraviti nulo zato, da so pogoji za življenje političnih strank lažji. Ker politične stranke so v drugih državah, v razvitih tipih demokracije, članstvo ali pa aktivnost v političnih strankah je mišljeno kot javno dobro, kot to, da se izpostavlja za javne stvari, zato da se ukvarja s politiko. V Sloveniji imamo tukaj še težavo. V Sloveniji je to, da so neki ljudje člani političnih strank ali pa so do kakršen način afiliranja takoj nek sum, nek čisto psihološko, sociološko mišljeno, ta se pa ukvarja s politiko in nekaj slabega. Mi moramo priti na eno raven višje razvoja demokracije, kjer je članstvo in aktivnost v politični stranki javna dobrina, javno dobro in da smo ljudje, tako kot kolega Macrl, kot vsi, tudi ne parlamentarne stranke, kot parlamentarne stranke, in da ljudje, ki tukaj delamo, smo zares tukaj zato, ker si želimo v tej državi sprememb, ker si želimo v tej državi nekaj dobrega. Še vaša zaključna misel, gospod Macrl? Glejte, pri osamosvojitvi Slovenije jaz mislim, da so bili takrat vsi politiki zelo spoštovani, ki so to speljali. Kaj je pa potem politika naredila od takrat do danes? Kak spoštovanje imajo ljudje do politikov? In zakaj tako gledajo politiko, kot je rekel sogovornik? Se mora pa politika sama vprašati, tista, ki je do zdaj speljala toliko umazanih in grdih stvari v politiki, da so pravzaprav ljudje se ogibajo politike in jo vidijo kot nekaj umazanega in grdega. In ja, treba je transparentnost delovanja politik povečati, ne pomanjšati. In razno mešanje sredstev med različnimi strankami po našem zmanjšuje transparentnost in zmanjšuje nadzor.
Torej, vi ne boste izkoristili možnosti, ne vem, iz evropskih zelenih, recimo, kakšno pomoč? Znotraj strank v Sloveniji je mešanje sredstev je sporno. Ker recimo potem neke skupne kampanje, več strank, ki grejo v skupne kampanje in potem, da se to, bom rekel, zameša se ta transparentnost je manjša. To, da pa ti dobiš neko pomoč, ki je pa mogoče popolnoma legalna, tudi od recimo evropsko podporo, to pa, če je pač legalno prišla, je ok. Je pa seveda te pomoči do zdaj bila že kar neki politika deležna, recimo vemo za pomoč SD-ju in tako naprej v preteklosti. In tudi, da mogoče še pokomentiram, težave politike z denarjem. Pač porabiti je treba toliko denarja, kot ga imaš. In toliko, da veš, da boš na koncu kampanje lahko plačal vse račune. To pa politika ne počne vsa. In ima kar neki političnih strank velike dolgove in tako da, če pogledamo, koliko so denarja porabili, jaz vem, da marsikoga tiši in boli, kje bo zdaj ta denar prišel, da se bo te zadeve poplačale. Branik transparentnosti v tej državi je Računsko sodišče in sledili smo Računskemu sodišču. Kar se tiče dolgov stranke, se pa s kolego strinjam. Nekatere stranke so v dolgovih zaradi objestnih kampanj, karkoli. In to je njihova težava. Svoboda je transparentna. Samo še to za konec, gospod Macel, argument, da gre v bistvu za praktično vse, kar priporoča Računsko sodišče, v bistvu v tem predlogu. Ta vas ne prepriča? Ali kako? Ne, to me ne prepriča. To se mi v bistvu zdi Računsko sodišče, da lahko da nek predlog. Ampak koliko je ta predlog demokratičen in koliko bo ohranjal ali pa zmanjševal demokracijo v Sloveniji, je pa druga stvar. In o tem bi mogli odločiti ljudje, ki so na velik glas govorili, kako branijo demokracijo v Sloveniji. Bomo videli, kakšna bo na koncu končna različica, ki bo sprejeta v Državnem zboru, kako bo udejanjena in kako bo vplivala tudi na manjše stranke. Seveda bomo to pozorno spremljali. Za danes pa, spoštovana gosta, gospod Uroš Macel, gospod Lenart Žavbi, najlepša hvala, da ste prišla. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, kot rečeno, vse to, kar se bo dogajalo v zvezi z zakonom o političnih strankah, bomo še naprej spremljali na n1info.si, zato nas spremljajte še naprej. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.